Dober dan, lepo pozdravljeni na predstavitvi knjig novosti založbe Družina. Pozdravljam našega urednika knjižnega programa Davida Ahačiča. Živijo, Manica. Živijo. David, danes sva pripravila nekoliko več knjig, ne samo ene. Pred nama na mizi je 5 različnih naslovov. Vsi so išli v letošnjem letu. Pa mogoče mi samo povejva našim gledalcem, katere knjige smo izbrali in po kakšnem ključu morda. Ja, seveda, z veseljem. Lep pozdrav gledalcem tudi v mojem imenu. Danes vam bova predstavila 2 pesniški zbirki in 4 romane, ki jih povezuje subvencija Javne agencije za knjigo. Kot verjetno številni kupci, bralci naših knjig vedo, smo dolgoletni partner Javne agencije za knjigo, ki javna sredstva namenja tudi podpori kvalitetne književnosti. In tudi mi smo v preteklem letu pridobili subvencijo za 9 knjig, no in 6 od teh 9, ki zadevajo leposlovje, vam bova predstavila danes. Ja, to je tudi v bistvu lepa pobuda, ker na tak način lahko izidejo knjige, ki od bralca zahtevajo malo več kondicije. Seveda ne se ustrašiti, se pravi, ker te knjige nudijo tudi neizmerne bralne užitke. Se strinjam, absolutno. To so raznovrstne knjige in s tem svojevrstni izzivi tako za založnike kot za druge sodelavce, prevajalce, pisce spremnih besed, urednike. Običajno pa gre pri subvencioniranih knjigah za take vrste knjižna dela, ki morda bi bile za založbo zelo nevarni, morda preveliki projekti, finančno preobremenjujoči. Vendarle smo omejeni z našim lepim jezikom. Tako. Slovenskih bralcev nas je toliko, kot nas je. Tako. Je pa res lepo, če lahko založba, in to res čestitke za, recimo, če greva najprej na pesniške zbirke. Pred sabo imamo res 2 pesniška dragulja, pa če bi najprej izpostavila Plašne vzdihe šepetanja ruskega avtorja Afanasija Feta. Knjiga je šla ob 200-letnici njegovega rojstva. Knjigo smo že tudi imeli na literarnem večeru decembra. Tako je, z urednikom zbirke, dr. Branetom Senegačnikom. Gre za pesniško zbirko, ki je izšla v sklopu zbirke Sidera. Ja. To gre za zbirko, ki jo tudi dr. Senegačnik ureja in ki prinaša vrhunce pesniške umetnosti iz različnih zgodovinskih obdobij. No in ta Afanasij Fet, avtor, ki smo ga izdali letos oziroma v letu 2020, je eden od 3 najpomembnejših poznoromantičnih ruskih pesnikov, torej druge polovice 18. stoletja. Prevode pa so prispevali 3 izjemni slovenski prevajalci, Drago Bajt, Slavko Justinek in Tone Pavček. To je bilo tudi pomembno izpostaviti, ker imena pomenijo tudi izjemno lepo rimo in res tisti užitek v branju. Mislim, da tudi v teh zgodnjih pomladanskih dneh, večerih se to zelo prileže, bi mogoče lahko rekli, ker smo vendarle v romantiki. Tako, se strinjam. In posebna vrednost, dodana vrednost, če lahko rečemo, je to, da je celotna zbirka pripravljena dvojezično. Sinhrono so objavljeni ruski izvirniki in na sosednji strani izvrsten prevod v slovenščino, tako da tudi tiste bralce, ki obvladajo ali govorijo ruski jezik, bo tudi ta pesniška zbirka več kot pritegnila. Midva si žal v ruski, v originalni ne upava poseči, ne? Še ne, ja. Tako. Zato bova pa šla na naslednjo knjigo, prav tako pesniško zbirko z naslovom Sarmatska dežela. Avtor je pesnik Johannes Bobrovski, gre pa za prevod iz nemščine. Pa če, David, dovoliš, bi pa jaz tu vendarle eno pesem prebrala, tudi zato, da bodo mogoče naši poslušalci, gledalci razumeli, od kod ta naš pesnik prihaja. Pesnik ni v bistvu Nemec, ne?
mislim, je živel na zanimivem območju, ne? Tako je, vzhodne Nemčije, Vzhodne ki je Nemčije, tako. zgodovinsko in kulturno razmejena na številne vplive. Ne. Tako, v bistvu v teh vzhodno-pruskih pokrajinah, Tako. imajo zelo burno zgodovino. Pa bom tako za pokušino prebrala eno z naslovom Latvijske pesmi. Moj oče Kragulj, dedek volk in pradedek roparska riba v morju. Jaz brez brade, norec. Potekajoč se ob ogradah s črnimi rokami, da več jagnja ob jutranji zori. Jaz, ki je pobijal živali namesto belega gospodarja, jaz sledim po izpranih poteh sprevodu Ragel. Skozi poglede ciganskih žena hodim. Nato na baltski obali srečam Uksula, gospodarja. Hodi pod mesecem. Za njim se sliši glas mraka. Tukaj, David, pa nismo več v romantiki. Ne, kot si rekla, Bobrovský je živel že, to je pesnik sredine 20. stoletja, največji vrhunec v Nemčiji je doživel v 60. letih. In on je doživel tudi tragičnost druge svetovne vojne in pravzaprav ga je spodbudilo k pisanju ta njegova izkušnja izginjanja njegovega domačega prostora oziroma izginjanje tisočletne zgodovine tega vzhodnega dela zahodne Evrope, če smemo tudi tako reči. Ko sva rekla, to je svoj vrsten prostor, ne, s čudovitimi značilnostmi, ki pa izginevajo, in to izginevanje in spomine na prejšnje čase zapisuje Bobrovský. Veliko piše o naravi, čeprav ne gre za poezijo narave kot tako. Je pa zanimivo, da so, in tako beremo tudi v spremni besedi, ki jo je pripravil dr. Dejan Kos, da so poezijo Bobrovskega primerjali s slikarstvom francoskega slikarja, torej francosko-ruskega slikarja Chagalla. Zelo zanimive impresije, ki vsekakor v slovenski knjižni prostor prinašajo nekaj novega, kajti to je prva samostojna predstavitev Bobrovskega pri nas. Ja, se pravi tudi en tak biser, in jaz predlagam, da naši bralci pridejo do te knjige, jo preberejo in tam najdejo te Chagallowske motive, opise cvetja, rož, tega, kar je v naravi, skozi njegov pogled. Tako, se strinjam. Omeniti morava seveda ime urednikov in drugih sodelavcev. Kot rečeno, spremno besedo je pripravil Dejan Kos, odličen prevod, gospod Alfred Leskovec. Zbirka, torej pesmi pa so izšle v zbirki Sozvezdja, ki jo prav tako ureja dr. Brane Senegačnik, ki sva ga že omenila. Ja, tako. Med romani, ki so išli v letošnjem letu, bi najprej predstavila roman Žeja. Tu moram kot bralka tokrat reči, da me je zelo pritegnila naslovnica in potem dva napisa, eden spredaj na platnici, pa eden zadaj. Ne? Se pravi, spredaj piše: ljubezen je zgodba, da bi jo povedal, potrebuješ telo. Potem pa zadaj beremo, da izkusiš žejo, moraš biti živ. Pa se mi je takoj zastavilo vprašanje, žeja, ljubezen, kateri vrstni red sedaj, ne? Ampak zelo, tako z temi citati, ki sem jih prebrala, sem zelo postavljena v realizem. Torej, David, kaj se skriva za tem naslovom Žeja? Naj povem, to gre za francosko avtorico. Belgijskega rodu, piše pa v francoščini, drži. Amélie Nothomb, znana pisateljica, 2 ali 3 romane ima prevedene tudi že v slovenski jezik. Zelo plodovita, zelo priznana belgijska avtorica, ki, kot sva rekla, izdaja svoje knjige v Franciji. No, in ta roman je bil veliki finalist za nagrado Goncourtja v lanskem letu. To se pravi, je bil priznan kot eden najboljših romanov, kar se ne čudiva glede na renome avtorice. Čudimo se lahko morda bolj tematiki knjige. Namreč avtorica sama je rekla, da gre za roman, ki jo je svojo tematiko preganjal že dolga leta, si ga je dolga leta, že od svojega otroštva pravzaprav želela pisati.
In gre za roman, za zgodbo Jezusovega trpljenja na križu, zato tudi ta motiv na naslovnici in tudi naslov. Namreč Jezus je, kot vemo, na križu občutil žejo. Sam je rekel, žejen sem. No in Amélie, ki sicer ni praktična verna kristjanka, je raziskovala, od kod prihaja ta Jezusova žeja, kaj je moral občutiti ta človek, ne, da se je žrtvoval prostovoljno za človeštvo in pretrpel smrt na križu. In v bistvu je cel roman njegov notranji monolog. Ne. Jezus premišljuje o svojem življenju, o odnosih, o ljudeh, ki jih je srečeval, o tem, zakaj ga niso razumeli in če je morda sam sebe pravilno razumel. Pa misliš, da se zgodba sklada s pričakovanji kristjanov? Ali bo prišlo do kakih razočaranj? Napačno bi bilo, če bi to knjigo, zlasti zdaj, ko vstopamo v postni čas, brali kot versko branje. In na to nas opozarja tudi pisec Spremne besede, dr. Drago Karlo Cvirk, teolog, ki pravi, da tega, kot rečeno, ne smemo brati kot versko branje. Tudi če bi s takšnimi željami pristopali, bi bili razočarani. Ne? Ker ta Jezus, Amélie in Jezus, je nekoliko drugačen od tistega, ki ga predstavljajo 4 evangelisti. Govorijo tudi o njegovih dvomih, o njegovem odnosu z Marijo Magdaleno, ki je v tem romanu drugačen, kot si ga mi predstavljamo. Ampak vendarle, kaže pa na to, da tudi neverni ljudje znotraj evropskega prostora, ki poznajo Jezusovo zgodbo, jih ta izziva, znajo razmišljati in pošteno se pogovarjati o njej. Vsekakor knjiga, ki jo je treba vzeti v roke. Tudi zato, ker govori... Ja, pardon. Ki si citirala, ne, da, o telesu. Ta knjiga veliko govori o vrednosti telesa. Ne. Kako človek ne more živeti, če nima telesa. Ne. Na kar seveda pozabljamo vse prepogosto. Ja, in imamo nek čuden odnos do teh svojih teles v zadnjem obdobju. Ne znamo jih ozavestiti pravilno. Ne. Tako. Ne smeva pa tu mimo prevajalke, ne? Tako, odličen prevod je pripravila naša zvesta, smem reči, sodelavka Vesna Velkovrh-Bukilica. Ja. No, nekateri so prepričani, da gre tudi da je roman vrhunec pisateljičinega iskanja in ustvarjanja. Ja, tudi sama je rekla, da verjame. Čeprav je že v tem času, ker smo mi pripravljali slovensko izdajo, ta že je v francoščini šla lansko leto, 2019. leta, no v tem času je pripravila že 2 nova romana, se pravi izredno produktivno, no, ampak sama je v intervjujih zapisala ali izjavila, da gre za njeno najboljše delo. Naslednji roman nosi naslov Izgubljenec. Gre pa za avtorja Hansa Ulricha Treischla. Rekli bi, da gre za ironičen in oster portret iz povojne nemške buržoazije in je variacija prispodobe o izgubljenem sinu. Drži, ja. V bistvu gre za avtobiografsko zgodbo. Ja. Za izkušnjo vojne, zaključka druge svetovne vojne, ki je pustila posledice celotni družini, avtorjevi družini, in to za celotno generacijo, ne samo eno, celo več. Namreč avtor je svojo družino živel na vzhodu Nemčije in seveda po razpadu Tretjega rajha so se tja približevale sile Rdeče armade, Nemci, tamkajšnji prebivalci so seveda bežali na zahod, tudi avtorjeva družina. No in v tem se je zgodilo, v tej množici, v tej paniki se je zgodilo, da so izgubili enega od otrok, namreč avtorjevega brata. In tega brata niso nikoli več našli. No in ta roman govori o tem, kako so skozi odraščanje, avtor sam v času svoje pubertete pripoveduje to zgodbo in začutimo, ne, spremljamo to družinsko tragedijo, to izredno dramatično zgodbo o stvareh, o katerih ne radi govorimo, pa nas vedno težijo, ne, o iskanju izgubljenega otroka, ki ga nikoli več ne bomo našli, in utrpljenju preostalega otroka, ki je zdaj vedno porinjen v drugi plan. Ja, in to moram reči, da je to neverjetno dobro opisano,
ne trpljenje toliko, ker se ni taka trpeča knjiga, v tem smislu, ki bi bila melanholična, ampak ta brat, ki preživi, ki zdaj mora iskati tega, ker na eni točki začuti, v naši družini je brat, ki ga ni skozi prisoten in to najbolj prisoten in potem, ko on skozi družinske fotografije, ki so nastale pred tem izginotjem brata, pred vojno, začuti, ker že takrat tam je bil brat najbolj prisoten. Ta slutnja, to je neverjetno, kako dobro je to opisano. Mislim, da je edinstveno. Nisem še zasledila v kakšni literaturi tega opisa na tak način, senzibilen. Se strinjam. In odličen pristop je bil ta avtorjev, da čeprav je pisal v svojih zrelih letih, da je pisal skozi oči pubertetnika. Ker če bi pisal skozi svoje odrasle oči, bi bil to tak rafiniran, logičen odnos do zgodbe. Tako pa čutimo, kako ta pubertetnik doživlja to krivico. V času, ki je za mladostnika že tako prepolnenih enih napak, enih vrtincev in tako naprej, je potem ta okoliščina z izgubljenim bratom še posebej zarezala v njegovo življenje. In potem pa tudi stiska matere, ki se je na nek način, mi zdaj ne vem, a na koncu zvemo, ne smemo tudi vsega povedati, ne moramo pustiti, ampak ta dilema je, otrok se zgubil ali se je zgodilo nekaj drugega. Jaz, če gledam kot mati, ženska, to so grozne dileme. In upajmo, da nikoli ne bomo postavljene pred take dileme. Absolutno. Ker na nek način je pa ta roman, res se dogaja ob koncu druge vojne, v tistem obdobju, ampak se bojim, ker ta roman se v nekih variacijah dogaja tudi danes. To je knjiga o tem, kako različni udarci usode, kot je na primer vojna v tem primeru, ni pa to edini razlog. Kako ti udarci usode lahko zarežejo v zgodovino posameznega človeka ali posamezne družine in tam pustijo ta res skozi več generacij. Tu nenazadnje gre za stiske begunskih družin, za ta vprašanja. Ti tudi, če se fizično si se uspel preživeti, se nekam predstaviti, ampak gre s tabo, tvoja preteklost gre s tabo, hodi v koraku, ni ostala nekje tam. Tako da, smo zelo resni, tako da, ampak res, to so knjige, ki pomagajo, ki ti zorijo, ki te ne tlačijo. Tako niso obremenjujoče knjige. So navdihujoče, spodbujajo k iskanju, k razmišljanju. Nekatere tudi k smejanju, kot bomo videli. Si bomo zaključili z dobro voljo. Tako da, potem pa je tukaj roman nagrajen z veliko nagrado francosko. Tako, veliko nagrado francoske akademije za leto 2015. In sicer gre za roman s rahlo skrivnostnim naslovom 2084, Konec sveta. Konec sveta. Podnaslov je zelo aktualen danes, se človek za sekundo ustraši. Tudi vsebina je takšna, da človek vsekakor pomisli na stvari, ki se dogajajo okrog nas. Avtor Boulems Ansal je ta roman pisal, skoraj bi rekli vzporedno, z branjem Orwellovega romana 1984, zato tudi ta podobnost v naslovu, kjer je Orwell uvedel tudi motiv velikega brata, ki vse nadzoruje in omejuje posameznikovo svobodo. In tu je v bistvu podobna zgodba. Dogaja se leta 2084, nismo več daleč od tam. V nekem kalifatu, torej v nekem predelu, v nekem kraljestvu, kjer razglasijo nek totalitarni režim, ki obvladuje vse, velja ena resnica, vsakršno svobodomiselje je obsojeno kot herezija in preganjano. No in potem avtor raziskuje, kako se pa vendarle ti drobci prave resnice pojavljajo med posamezniki, kako se ti posamezniki družijo na skrivaj med seboj in kako krhajo ta sistem, ki se zdi edini popoln, edini veljaven, edini verodostojen. Tu mogoče prav, da opozoriva, da gre za roman, cela zgodba, bi lahko rekli, je protestni vzklik proti
totalitarizmu vseh vrst. Da ne bi kdo mislil, ker je nekako omejeno na. Iz aluzij v romanu sicer slutimo, da gre za neko državo, ki se, ali pa za vsaj. Za zgodbo, ki se na nek način navezuje na elemente, ki jih poznamo iz islama, iz islamskega fundamentalizma, ampak to ni proti-islamski roman, nikakor ne. Vsakovrsten totalitarizem problematizira. No? Knjiga je, lahko rečemo, na nek način na presečišču satire in znanstvene fantastike. Roman idej in hkrati obtožba vase zaprtega fundamentalizma, ki na vsakem koraku ogroža naše demokracije, ideale, na katerih temeljijo. Se pravi, tudi to ni na nek težek način napisana knjiga, jo je treba malo te satire. Sicer obdeluje težko temo, je na nek način znanstveno-fantastična knjiga, ki imajo svoje zakonitosti po slogu, ampak je razmeroma človeško branje, če uporabljamo ta izraz. Nas pa preganja k tej misli, da se vedno znova prevprašujemo, kam smo pripravljeni omejiti svojo svobodo v tem oziru, kaj vse smo pripravljeni žrtvovati za lagodno življenje, zato da nam nekdo vse uredi, in ali smo za to pripravljeni žrtvovati tudi svojo svobodo, svojo svobodno voljo. Tukaj smo lahko optimistična. Mislim, da nismo pripravljeni vsega žrtvovati. To se vidi tudi sedaj v času te pandemije. Zanimivo, knjiga je nastala pred pandemijo. Tako, in nekako je v pravem času išla tudi v slovenskem jeziku. Mislim, da je čas tudi za takšne knjige danes. Ker si res začneš postavljati vprašanja, pa se zaustaviš, pa razmisliš, pa tudi mogoče skozi to vidiš, da ni tako hudo in da nek optimizem začutiš, veš, da se da priti čez to. Tako je, absolutno. Mogoče, če bi še kaj povedala o avtorju. Avtor prihaja odkot? Avtor je sicer alžirskega rodu, piše pa v francoščini, saj vemo, poznamo to zgodovinsko navezanost Alžirijo v Severni Afriki s Francijo. Mislim pa, da je zdaj stalno prebiva v Franciji. Tudi dober, odličen prevod. Prevod je pripravila gospa Mateja Petan. Tako da branje za te pandemične čase posebne. Ne nazadnje, predstavitve knjig so v teh dneh pomembne tudi zato, ker imamo vendarle pri vsem skupaj pa čas, malo več časa, lahko si vzamemo čas za knjigo, si oddahnemo od vseh elektronskih naprav in se poglobimo. In tudi ta čas nekako lažje ob knjigi ga prej sprašamo, predelamo. Tako je. In nekako tako bi se rada navezala na naslednjo knjigo, ker moram reči, da me je kot bralko zelo iritirala na tak pozitiven način. Gre pa za roman Ota Filipa, češkega pisatelja. Na začetku morava se oba strinjava poudariti to, da je Ota Filip še eden zadnjih teh pomembnih čeških pisateljev, ki so bili v času komunizma in teh totalitarizmov prezrti v slovenskem jeziku, ni bil preveden še, tako da je to tudi z tega vidika je to zelo pomembna gesta naše založbe, da smo ga pripeljali v Slovenijo. Ota Filip je bil novinar, publicist češki, ki je mogel po 50 letih, v 50 je bil izgnan, na nek način je živel v Nemčiji. Tudi ta roman je bil najprej napisan v nemškem jeziku, pozneje ga je napisal še v češčini in mi imamo prevod David iz češčine. Iz češčine, tako je. Zdaj pa, če se vrnem nazaj, ker sem prej začela k tej zgodbi. Zgodba se namreč dogaja v času Prve svetovne vojne in potem jaz zadaj na platnici vidim pa general Borojevič, pa to pa se ti začnejo ta imena nekaj sukati, se tu nam je vse nekaj poznano in potem vidiš, da se dogaja zgodba iz Prage, se prestavi v Dolomite. To Slovencem poznane gore na tak ali drugačen način, vsi smo nekje tam, ali smo smučali, ali splezali nekako, ali jih poznamo. Blizu nam je. Blizu so nam. In potem se ta bogi dedek, to je glavni junak, ki je tudi v resnici dedek
našega avtorja. Ja. Vse s tem gromozanskim topom, ki so ga izumili vrajnki avstro-ogrski češki mojstri, ne? Ti mojstri v smislu razvoja, ne? V češki kaj se reče, tej tovarni, kjer v orožarni, tako besed, v orožarni, ne? In to je bil največji top in seveda velika, kako se reče, ljubosumnost avstrijskih, dunajskih inženirjev, ne? In potem ta top pride v času prve vojne v te Dolomite in res nepopisna zgodba o tem, kako s tem topom potujejo skoraj da ne na Marmolado na 3000 metrov, se pravi na 2600 metrih višine, pa vendarle ta top pride, takrat morate vedeti, če ni bilo asfaltiranih cest, gor, ne, in zgodba topa je to, lahko izdamo, ker to nič ne izniči branja. Top ni nikoli izstrelil smrtonosnega izstrelka, na kar je tudi ta dedek na koncu vendarle ponosen, da njegov izum in njegovo delo ni bilo, na koncu ni morilo ljudi, ne. Ampak v bistvu je pa zgodba neka, ni parodija na vojno, nikakor ne, ampak hoče prikazati nesmisel bojevanja, ne. En tak švejk. Pa vsakdanje tegobe vojakov, ki so bili na fronti, ne, ker vojna, kot si jo predstavljajo mi vojaški ministri nekje v pisarni, je nekaj, vojna, ki jo izkusijo vojaki na frontni liniji, je pa nekaj drugega, ne. In to je zgodba teh vojakov. Tako, in tudi prvič vidimo, zato tudi ponavljamo iz češčine, ne, zgodbo iz vidika češkega vojaka, ne. Češki vojak, Čeh v avstro-ogrski vojski, ne, tako da. Čehi so znotraj avstro-ogrskega imperija, ne, imeli tradicionalen, zelo svojevrsten pogled in odnos do dunajske politike, seveda, ker so sami imeli Prago, starodavno središče kraljev. Po drugi strani pa za Čehe vemo, da imajo zelo svojstven smisel za humor, ne, in tako ne preseneča, da je Nives Vidrich, prevajalka tega romana, označila Dedek in top za sodobnega pendanta dobremu vojaku Švejku, ki ga slovensko bralstvo že kar nekaj časa pozna. In ta dedek je res mislim, ni pravi Švejk, ampak je res ena taka humorna oseba, tako lepo predstavljen, ne. Tako da se kar človek jih kar vidi, kako vlečejo tisti bogi top gor na hrib, pa potem spet dol, ne. Tako je. Tako da je nek optimizem v tej knjigi, ne. Seveda, in dobre volje in zapletov. Odlično branje za sprostitev, res. In za premislek, ne, seveda, o naši skupni zgodovini, to, kar opisuje Ota Filipije, pravzaprav smo izkusili tudi Slovenci. Na lastni koži, bi se rekel. Zelo, zelo nam je blizu. Tako da tudi potem bi rada še opozorila na stilističen slog, ne. Je malce drugačen, kot smo navajeni. Slog Ota Filipa zaznamujejo dolgi stavki, ki se jih bralec rabi nekaj strani, da si jih privadi, ne. Ampak so pa iskrivi, tudi prevod je imeniten, ne. Prevajalka je to vzdušje odlično ujela. Ti stavki, v enem stavku se odvrti pol zgodbe, ne. Samostojna zgodba. Ali pa več šal, kar vleče k nadaljevanju branja. In kot si rekla, in to bi rad še enkrat poudaril, gre za prvi prevod tega avtorja v slovenski jezik. Odločili smo se za prevod iz češčine, čeprav je, kot si tudi rekla, prvič ta zgodba je šla v nemščini, ampak jo je 40 let po izidu nemškega izida avtor sam sklenil dopolniti in izdati še v češčini, ne? In ta zgodba je torej daljša, obsežnejša od nemškega izvirnika in dopolnjena s številnimi anekdotami, ki jih prva knjiga nima. No, tukaj, ker pač govoriva že ves čas o prevodih, je zanimivo, kako Ota Filip tudi v uvodu napiše, ker so mu pač založba ponudila, da on sam prevede roman iz nemščine v svoj materni jezik in se je kar nekaj let bojeval sam s sabo in je ugotovil, da on pravzaprav ne more tega narediti, ne more narediti prevoda, ker je začel razmišljati v češčini in je začel pisati v češčini in je v bistvu na nek način na novo spisal. Vsekakor, na novo spisal, ja. Ja, in je ta moment, se mi zdi, tudi zelo pomemben tega prevoda, ne.
Ampak seveda, če si ti avtor, je nekaj drugega, ali pa si ti prevajalec. Ne? Ja, za prevajalce je to, in to lahko rečemo za prevajalce vseh teh knjig, ki si jih predstavljam. Za prevajalce je izjemen izziv, ker ne gre za tehnično prestavljanje ene besede v druge, sploh pri zapletenih romanih, pri poeziji, da ne govoriva. Ne gre za prevod pravil za uporabo ali pa navodil za uporabo nekega tehničnega gospodinjskega aparata. Treba je, prevajalec mu je ujeti slog izvirnika, njegovo dušo, če hočemo, duha te zgodbe in to skušati preliti. Zato je pravzaprav roko na srce vsak prevod nova zgodba. Ja. Zato pa res hvala založbi, da nam približa take cukre, bi se reklo, svetovne literature, zelo različne in potem, da človek ni omejen v tisto meje mojega jezika, so meje mojega sveta. Ne? Ampak skozi knjige si te meje širimo in kljub tej zaprtosti lahko potujemo v vse kotičke sveta. Dragi gledalci, mi res vas oba vabiva in seveda upava, da sva pri vas zbudila dovolj te želje po potovanjih v različne kotičke našega sveta in zgodbe. Tako, ne morem zaključiti z ničemer drugim, kot da vas povabim k nakupu in branju.